Hej, tokrat sem spet na skupnem učnem vrtu in danes zasajamo različne stvari. Posadili bomo visok fižol in bomo naredili tako lušno skrivališče oziroma tunelček in še ogromno drugih stvari. Tako da poglej, kaj vse delamo danes. Super je to, veš? A da bi šli pa mečkam bolj v levo, bi še lahko. A jaz sem pa, ne, kar pustimo, da bo tle prehod. Tale ne more več. Ne, vse ne bo tle prehod, mora biti. Sabina, že poznaš lufabuče? Ne, veš to ne. Ne? Ne poznam. Jaz jih letos prvič sadim. To ni za jesti, ne? Mislim, da ne. Jaz vem, da je za gobice, no, zato jo tudi hočem imeti. Za gobice? Ja, da bomo imeli potem svoje gobe za pomivanje posode. Te nekaj super. Ja. To je bila pač želja, no. The best. Evo, zdaj smo posadili, kjer je največ vode. Ker buče rabijo vsaj eno tole zalivalko na dan vode. Čeprav jaz jih ponavadi manj zalivam, pa vse ratajo, samo ne toliko velike, pa ne toliko, ni toliko velik buč, no. Evo, lepotička. Kar sem nazadnje pozabila povedati, je pa tudi kakšen teden nazaj, en teden nazaj smo posadili tudi eno posebno drevo. In sicer tisti, ki spremljate moj kanal in balkonski vrt, veste, da me to raste tudi na balkonu. In sicer to je čirimoja. Čirimoja je v bistvu tale rastlinca, ki jo vidiš tlele, in je iz Peruja. Jaz in Simon sva prinesla seme iz Peruja, vzgojila sadiko doma, tale stara cirka 3 leta in zdaj sva jo presadila sem, zato da pač vidva, če bo tle uspela. Seveda jo bova mogla čez zimo fajn zaščititi, ker tu je le navajen bolj sredozemskega podnebja, tako da jaz upam na najboljše. A je v redu tako? Ja, super je, je ta prava razdalja. Evo, se pravi, tukaj sadimo fižol. Zemlja je precej ilovnata, a ne? Kar orank. Tako da je težko narediti, lele. Lukne imamo pa pol v rolicah papirja, tele sadike, in jih potem direkt z rolicam papirjem damo v zemljo. Tukaj smo zadnjič posadili paradižnike in zraven smo poleg gnoja dodali še pokošeno travo, zato ker je hkrati zastirka, hkrati pa organski material. Evo, naredili bomo en tak tunelček, kjer bo rastel fižol. Nova pomoč. Jaz sem zadnje čase bila malo tle. Vojca. Jaz sem pa prvič tle. Ja, nekaj s Katjo sva to že kakor let pa pol so načrtovali, kako bi kaj bilo. Pa jaz se kar nisem spravila, veš, dela tega. Kaj boste naredili? Fižol sva posadila visok in bo pač tak tunelček. A to boš to pa takole, a ne? Ja, tako nas. Hotela smo pa en stran še torček narediti, drugi stran pa ne veva, kako se klepi. Pa so pa rekli, da je fajn, da je tak tunelček, kar je pa tudi super. Dani! Kje pa si? Ja, ona tudi to pozdravi, a kaj? Kdo me pozdravi? Aha, Ja. vse dobro. Naša nova pridobitev, oziroma ta prva po moje, ko je začela, a ne? Ja. Katja nam pomaga pri zasnovanju oziroma pri načrtovanju vrta in vrtnarjenju. Vse v enem. Evo, mi smo za danes končali, naredili smo kar nekaj stvari. Bile smo sicer samo 3, ampak še vseeno se vidi, koliko se pozna, če nas dela več naenkrat. Se pravi, več kot ena oseba, da smo 2, 3, kakorkoli. In je res ogromno postorjenega. Tako da posadili smo še do konca tele paradižnike. Tako da tukaj so zdaj vse paradižniki. Dali smo še tam en paradižnik,
Posadili smo tudi ene take posebne bučke, ki jih je vzgojila Mojca. In sicer take, ki ne bi zrasle take dolge. In jaz sem jih posadila tlele, sprav tukaj imamo en tak kompostni kup, kamor dajemo travo, pa hkrati bomo dali še gnoj. Zdaj so bučke takole pri strani in potem bodo te bučke šle gor, potem jih moramo pa v bistvu obesiti, da bodo rasle tako na dol. V bistvu to nas še čaka, da naredimo eno tako ogrodje, da bojo lahko te bučke rasle. Tule pa še hren. Da na drugi strani bojo pa še tele bučke tukaj in sicer pol bomo naredili tako ogrodje na gor in bomo imeli in potem v bistvu, ko bojo bučke od spodaj zrasle gor, se bojo spustile lahko dol, ker so pa lahko dolge tudi pol metra ali pa 1 meter, take ozke ne bi bile pa dolge, tako da bomo videli, kaj rata. Jaz samo upam, da nam polži tega ne pojejo. Je pa naredil moj ta-mal, oziroma ta večji ta-mal, starejši sin, in sicer se je odločil, da bo posadil oziroma posejal semena jabolka in zdaj gleda in zaliva in se mi zdi ful fajn, ker ima pač tako navezan je na nekaj, zanima ga, kako bo zrastel, ali bo zrastel, na kaj treba biti pozoren, zaliva, skrbi za eno stvar, tako da res dobrodošli ste vsi starši, otroci, dedki, babice, vsi. Na kar sem res danes ponosna je tudi tole, tale promenadica, ki jo vidiš za mano, in sicer tukaj raste visok fižol. Najprej sem vzgojila v rolicah papirja fižol, potem sva ga s Katjo danes v bistvu presadili skupaj na vrt in dali oporo. Zdaj ideja je, da bi se tele palce takole nageljne in bi bila pač kot taka potka, tak tunelček, ampak bomo videli, kako bo rasel, tako da bomo pol še malo eksperimentirali. Naslednjič upam, da se vidimo tudi s tabo na vrtu. Vsi ste dobrodošli, pošlji mi mail na info@maminavrtu.si in se lahko pridružiš našemu skupnemu učnemu vrtnarjenju tukaj v Podviku v Ljubljani. Uživi, čim več bo to zunaj, pa se vidimo naslednjič. Čau!